Jaz sem odraščala v Piranu, kjer sem živela pač z mamo, z očimom in z bratom, ampak sem večino časa dejansko preživela na ulici, ker pač mama je delala po cele dneve, jaz sem takoj po šoli, mi je bilo brez veze biti doma in sem v bistvu pač odraščala, lahko rečem, na ulici nekako. Hitro sem, že v srednjo šolo sem šla v Ljubljano, kjer je bilo še manj nadzora nad mano. In tako sem v bistvu kar hitro začela hoditi ven, žurati, piti alkohol, se družiti pač s fanti in imeti spolne odnose. Iskala sem skratka ljubezen na napačnih mestih. In sem potem kar hitro začela hoditi na rave partije, kjer sem prvič probala ekstazi in potem v roku 2 mesecev sem končala na heroinu v bistvu že. In dejansko, ko sem šla prvič na te partije, na pač elektronske dogodke, sem prvič v življenju nekako doživela, sem se počutila sprejeto, se mi je zdelo, da se mi je dvignila samozavest, da sem našla tako nekako svojo družino, ki sem jo iskala, spet na napačnih mestih in dejansko je bilo to res pač nek falsifikat v bistvu stvari ali pa ponaredek, ki jih ima Bog za nas. Tako da sem pri 18 sem že bila pač na igli, na heroinu in takrat sem s tem mojim fantom, ki so ga zaprli, ker je pač sva delala, je šel sedeti in takrat sem spoznala Matjaža, ki pa je bil policist. Tako da jaz vedno rečem, da ima Bog dejansko smisel za humor. In sva se spoznala in je bila res to ljubezen na prvi pogled, s tem, da sem jaz imela velik problem s heroinom. Tako da 1 leto sva uspela nekako hoditi, brez da bi on ugotovil, da sem jaz pač na igli. Sicer smo skupaj kadili travo, je vedel, da hodim na partije in tako, ampak ni v glavnem si mislil, da je tako hudo. Potem čez 1 leto je nastopil ta dan, ki sem ga itak pričakovala, da bo pač prej ali slej ugotovil in je res, uni dan je bil, zdaj ko gledam nazaj, sicer najboljši dan v mojem življenju, ampak v enem trenutku najslabši dan v mojem življenju, ker se mi je zgodilo, ne vem, v enem dnevu malo preveč stvari, da bi bilo to neko naključje. In se pravi, najprej mi je zmanjkalo bencina nekje na sredi ceste, potem sem imela prometno nesrečo in na koncu, ko je on šel popraviti avto, sem pač se ga zadela na WC-ju in je prišel nazaj, ker je nekaj pozabil in me je videl. Tako da v bistvu sem tam nekako zaključila to zgodbo skrivanja, pač da je nekdo drug kriv ali pa da to nisem jaz in skratka nisem mogla več lagati. In tisti dan, ki je izgledal najhujši v mojem življenju, ko se lahko zgodi kaj takšnega vse v enem dnevu, zdaj razumem v bistvu, da je Bog pripravil in moje in njegovo srce v bistvu, da začnemo počasi delati prave odločitve v življenju. In se pravi, on je takrat pol šel k moji mami in je povedal, da me je videl, da imam problem z drogo. In sta se z mojo mamo kar nekako namesto mene odločila, da bi jaz lahko šla v Ljubljano k prijateljici od moje mame, ki se je spreobrnila in je začela hoditi v cerkev in je pričevala v bistvu o tem, da je Jezus živ, da ozdravlja, da govori še zdaj ljudem in v glavnem taka neverjetna zgodba, skratka. In mama si je to pač zapomnila in potem so nekako, ko so razglabljali, kako pa kaj, so se namesto mene odločili, da bi lahko šla v Ljubljano k njej živeti. In res sem šla, ampak seveda ne z namenom, da bom kaj boljša, ampak pač, da bom v Ljubljani, v Bežigradu. Sem imela fajn in naprej živela tako, kot sem. No, ampak tam sem doživela res to presenečenje. Sem spoznala Steva in Barbaro, ona dva sta pastorja MKS skupnosti, Mednarodna krščanska skupnost in v glavnem tam pri njima v bistvu sem prvič v življenju videla, kaj pomeni prava družina. V bistvu ta ljubezen, ki so imeli do svojih pač otrok, drug z drugim. V bistvu to me je ful prevzelo in to sta pričevala, da je to dejansko
pač Jezus. In ko sem to gledala, sem rekla, no, pač jaz itak vem, da nisem valjda vse veda in da pač nisem verjela nikoli v Boga, ampak sem res dala priložnost v bistvu Bogu, kakor se čudno sliši, sem mu rekla, Bog, jaz pač ne verjamem vate, ker pač te ne poznam, ampak če ti resnično obstajaš, se mi ti pokaže, se ti razodani. In tako, kot sem že prej rekla, res sem doživela to presenečenje, da me je Bog prijetno presenetil in mi je pokazal stvari, tako kot sem prej rekla, ki sem jih iskala na napačnih mestih, da je on v bistvu ta, ki je izvir vsega dobrega, ne, se pravi te radosti, miru, zadovoljstva, samozavesti. V bistvu to, kar sem iskala na teh napačnih krajih in pri napačnih ljudeh, sem našla pri Bogu in sem ful hvaležna in privilegirana v bistvu, da sem lahko to doživela in s tem, ko sem v bistvu začela verjeti in moliti in predajati stvari Bogu, je tudi Matjaž, ki je še vedno mi stal ob strani, ta policist, je opazoval to spremembo skratka na meni. Je rekel tudi, da je bila zelo očitna v bistvu na izrazu, na obrazu, da je kar bolj svetu postal, tako je pač njegova, tako je on povedal. In dejansko je tudi on pol predal življenje Jezusu in tudi on v bistvu ga doživel. In tako sva se pol pač na hitrico poročila. In zdaj imava letos 20. obletnico poroke. Moram reči, da v teh 20 letih je Bog, mislim, več kot zvest. Imava 3 čudovite punce, stare že najstnice, ekstra vesela, da pač dejansko to, kar si nisem zaslužila, to imam, ne, blagoslov. In Matjaž je potem tudi končal s kariero policista in sva odprla komuno v Novi vasi, Teen Challenge, kjer delujemo zdaj že veliko let in pomagamo fantom, ki so delali te napačne odločitve v življenju in jim dajemo upanje in res to nekako povezavo z Bogom, z Jezusom, to, kar tudi oni dejansko iščejo, čeprav se niso tega zavedali. Tako da, ja, sem ful hvaležna. Sem Magdalena Horjak za Center Evangelij danes.